Zmrzline so lokalne poškodbe tkiva, ki nastanejo zaradi mraza, vendar le pri temperaturah ledišča in pod njim. Ločiti jih moramo od ozeblin, ki se pojavijo tudi pri temperaturah nad 0 stopinj, in tako imenovanega rovovskega stopala, ki nastane v zelo vlažnem okolju, prav tako pri temperaturah nad lediščem. Simptomi ob nastajanju zmrzlin so lahko zelo različni. Na začetku se pojavlja predvsem zbadanje in nato vedno hujša bolečina v zmrznenem delu. Kasneje, ko ta izgine, obstaja nevarnost, da poškodovanec zaradi zmanjšane občutljivosti in drugih okoliščin, na primer usmerjanje pozornosti v športno aktivnost, na spremembe preprosto ni dovolj pozoren. Na začetku je zelo težko sklepati o stopnji okvare tkiva. To lahko oceni zdravnik in še to v večini primerov po 7 do 14 dnevih. Za nas je pomembno, kako ukrepati na terenu, kajti od pravilne prve in medicinske pomoči so v veliki meri odvisne končne posledice zmrzlin. Začetna pozornost velja predvsem zaščiti zmrznjenega dela telesa pred mehanskimi poškodbami in nadaljnjim ohlajanjem, pa tudi pred prezgodnjim ogrevanjem, če obstaja možnost ponovnega zmrznjenja. Na terenu se trudimo za čim hitrejši prevoz v bolnišnico. Če ta v kratkem času ni možen, potem seveda ukrepamo sami. Poškodovanega zaščitimo pred ohlajanjem, še posebej zmrznjeni del. Preprečimo okužbo s tem, da ne prediramo ali odstranjujemo mehurjev. Zmrzline sterilno obvežemo z dobro vpojnim materialom, tako da ta čim manj pritiska na tkivo. Zmrznjeni ud imobiliziramo in dvignemo. Prepovemo kajenje zaradi negativnega učinka nikotina, dajemo tople napitke in v okviru možnosti začnemo z aktivnim ogrevanjem. Osnovni ukrep pri zdravljenju omrzlin je okrevanje. V zdravniški podkomisiji Gorske reševalne službe, pa tudi povsod po svetu se je uveljavilo hitro ogrevanje zmrzlin. Pred ogrevanjem odstranimo vse, kar lahko ovira krvni obtok, od tesnih oblačil, prstanov do ur in podobno. Ogrevamo v topli vodi s temperaturo 40 do 42 stopinj, ki jo ohranjamo z dolivanjem tople vode, nikakor pa ne z direktnim ogrevanjem posode. Kako dolgo ogrevamo? Običajno 20 do 40 minut. Pri tem je dober znak zmehčanje tkiva in pojav rožnate ali rdečkaste barve kože. Ogrevanje spremljajo hude bolečine, zato je obenem priporočljiva uporaba analgetika. Najpogostejše napake pri oskrbi zmrzlin, ki se jim moramo vsekakor izogniti, so prezgodnje ogrevanje, če je zmrznjeni del telesa spet izpostavljen nizkim temperaturam. Zaradi tega so posledice veliko težje, kot če bi tkivo ostalo ohlajeno do dokončnega ogretja. Masiranje in drgnjenje zmrznjenega predela, kar povzroči dodatne poškodbe. Nesterilna oskrba in pomanjkljiva zaščita zmrzline pred mehanskimi vplivi. Ogrevanje s suho toploto, na primer na vroči peči, ker je težko kontrolirati temperaturo in zato pogosto pride do opeklin. Ogrevanje stopal in prstov na nogah, če bo poškodovani na to moral hoditi sam, ker po ogretju zmrzline tega ne bo več sposoben. Večino poškodb zaradi mraza lahko preprečimo s preventivnimi ukrepi, o katerih smo že govorili. Pri tem je izurjen poveljnik ali vodja skupine s svojim znanjem, odgovornostjo in stalnim nadzorom izjemno pomemben.